Sevniška območna služba Zavoda za zaposlovanje je zato pripravila zaposlitveni sejem za področje kmetijstva, katerega namen je bil pospešiti zaposlovanje na tem področju. Kakšen bo dejanski rezultat tega zaposlitvenega sejma, koliko več vključitev brezposelnih oseb v sezonska dela v kmetijstvu, pa bomo videli v jeseni, ko bodo rezultati znani. Med delodajalci, pri katerih igra veliko vlogo tudi sezonsko delo, je krško podjetje, ki se ukvarja s sadjarstvom. V celotni skupini potrebujemo sezonske delovne sile skoraj 500 v času obiranja, sedaj, ko imamo tudi v skupini firmo Ormož. Samo po Posavju pa je v normalni letini preko 300. Ker domačih delavcev ne dobijo, morajo posavski delodajalci za sezonska dela večinoma najemati tujce. Zagotovo pa je motiviranost delavcev iz Bosne, Hercegovine in Srbije nekoliko večja, ker tam tudi teh socialnih podpor ni. Oziroma, kot smo danes slišali, praviloma je tako, da nekako v teh sezonskih delih se pojavljajo delavci iz šibkejših socialnih držav. Domače brezposelne se da za to vrstno delo motivirati z vrsto elementov, je prepričan pristojni minister. Že nova socialna zakonodaja pri marsikomu predstavlja velik motiv, kajti poslej ni več deležen toliko nekih socialnih transferjev, kot je bil doslej, in ta dohodkovni položaj marsikoga sili, da mora iti delati. Veliko pa lahko storijo tudi delodajalci sami, in sicer z ustreznim plačilom delavcem, dodaja minister.